Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 14. november je svetovni dan diabetesa in v letošnjem letu 2015 se veliko govori o tem, kako zelo pomembna je zdrava prehrana, ne zgolj za preprečevanje in pa zdravljenje diabetesa, temveč za dobre temelje tistega globalnega zdravja. Tako se je danes v mojo družbo pridružila prav posebna ženska, lahko bi rekla varuhinja vseh teh tematik, ki jih podaja preko različnih vlog v svojem življenju. To je torej Darja Lovšin, ustanoviteljica Zavoda Diabetes, pa tudi avtorica knjig in pa urednica revije Dita, ki pomaga mnogim, ki so se znašli v stanju in okoliščinah, kjer so prejeli torej diagnozo diabetes. In če že govorimo o samem diabetesu, mogoče lahko na hitro podate, tudi jaz imam tukaj kar nekaj statistik, ki so kar precej grozljive, ampak katera je tista, ki mogoče vas najbolj skrbi? Mene skrbi statistika slovenska, seveda ne, kjer smo zdaj že pri številki 200 tisoč diabetikov, od tega je 125 tisoč diagnosticiranih s to boleznijo, ostalo pa sploh še ne vedo, da imajo diabetes tipa 2. Ta statistika je pravzaprav res izjemno zaskrbljujoča zaradi ene stvari. Gre za to, da je pač diabetes večinoma bolezen življenjskega stila, kot druge kronične bolezni, bolezni žilja, večina raka in tako naprej. In da je to resnično bolezen, ki bi jo lahko veliko bolje preprečevali kot jo. Torej, če mogoče še enkrat nam malce bolj razložite, kakšno vezo ima zdaj res ta prehrana, ki je povezana z načinom življenja, s to boleznijo diabetes, ki sicer po podatkih, kar se globalno tiče, približno 387 milijonov odraslih imajo diabetes in če bomo nadaljevali v tej smeri in zares ne bomo spremenili torej stila življenja in prehrane, bomo do leta 2035 prišli na številko 592 milijonov zemljanov, ki bodo imeli postavljeno diagnozo diabetes. Torej, kako je ta zdrava prehrana pravzaprav povezana z diabetesom? No, te številke govorijo o tem, da je zagotovo diabetes ena globalna epidemija in v bistvu je davek na sodobno življenje, kjer v večini zahodnega sveta prevladuje preveč hrane in pa premalo gibanja. Zato se ljudje debelijo in posledično je tukaj tveganje za diabetes tipa 2 in seveda hrana, kot je bilo vaše vprašanje, pri tem ima predvsem v začetku pomen v tem, da je preveč. Preveč? Pa seveda, zato ker začetka je, zdaj, če se gremo, katera hrana bolj debeli, katera manj, jaz vedno opozarjam, da ob hrani moramo istočasno gledati gibanje. Če boš pojedel kos pice, pa bo šel na sprehod, je to v redu, če boš pa pojedel kos pice, pa bo šel ležati, pa ni v redu, ne. Se pravi, ko pa je enkrat že diabetes diagnosticiran, je prvi ukrep spet redukcija telesne teže in če to uspe, kar pa žal večini bolnikov ne uspe, lahko po malem jedo vse po vrsti. Zmernost. Tako, če pa to ne uspe, je pa seveda problem, potem pa morajo gledati pri hrani na glikemični indeks. Tukaj je seveda ena hrana taka, ki preveč prehitro dvigne krvni sladkor, pa se ogibati maščob. To sta recimo dva ukrepa pri tem že diagnosticiranem diabetesu tipa 2, ki se zdravi z početka z dieto, pa z življenjskim stilom, spremembo življenjskega stila, ki vključuje veliko gibanja, pa malo zmanjšanje količin hrane. Medtem ko pri tipu 1, kar pa še nismo doslej opredelili, tip 1 je pa avtoimuna bolezen, ki jo je v celotni tej sumi diabetesa zelo malo, manj kot 5%, se pa zaenkrat ne da kaj drugega narediti, kot da bi zdaj opozorila mlade mamice naj dojijo, ker kažejo nekatere študije, da je lahko povezan ta avtoimuni diabetes tipa 1, ki je tako inzulinsko odvisen, s tem, da otroci prezgodaj dobijo mleko, mlečne nadomestke, razne mlečne formule. Zanimivo. Govorili so o tem, da bi morali zmanjšati vnos hrane, se pravi,
da pojemo manj. Ampak mogoče bi se tukaj lahko dotaknili, mogoče če gremo malce levo in desno pri tej tematiki, to je moje osebno mišljenje, se mi zdi, da ja, pojemo veliko hrane, nekvalitetne hrane. Če bi pojedli manj in bolj kvalitetno, bi dejansko bili bolj prijazni do našega telesa, no vse zadnje tudi do planeta, ker se mi zdi, da ogromno hrane je, ki nima dovolj hranilnih vrednosti, ki je prazna mogoče, zaradi tega, ker tudi zemlja osiromašena, nima več toliko mineralov in vseh teh pozitivnih snovi. Se pravi, moramo biti pozorni ne samo, da manj pojemo, ampak da mogoče tudi bolj kvalitetno hrano izberemo. Ja, delno se bi strinjala s tem, da moramo paziti, da je hrana kvalitetna. Jaz bi predvsem opozorila na to, da jejmo čim bolj svežo hrano in čim manj predelano. Se pravi, da vemo sploh, kaj jemo. Se pravi, že tukaj v začetku odpadejo razni mesni te paštete, razni namazi in tako dalje, kjer se resnično ne ve, kaj je notri, ne. Sicer pa je zdrava prehrana, s katero si lahko dolgo vzdržujemo lepo, kvalitetno življenje, dostopna vsakomur in ni treba se bati, da bi mogel za to globoko seči v denarnico in izbirati kakšna super živila. Mi smo zelo proti temu, zaradi tega, ker s tem sporočamo ljudem zdravje samo za tiste, ki si ga lahko privoščijo. Aha, absolutno, torej gledati mogoče in tudi razmišljati, se pravi lokalno, tisto, kar lahko dobimo. Pri nas je pa to razmišljanje zelo vezano na kruh in krompir. Mi smo, cela Slovenija, vsa zahodna Evropa in celo Amerika smo dežele, kjer je škrob visoko gor in je, torej, zajtrk brez kruha je nemogoč, krompirja pojemo ogromno, to so vse visokoglikemična živila, ki zaradi tega imajo potem naši bolniki tudi težavo, ko morajo spremeniti življenjski stil in morajo posegati tiste temeljne prehranske vzorce. Se pravi, kako narediti zajtrk brez, da bi se preveč kruha znašlo na mizi. In to so bili tudi izzivi moji, ko sem pripravljala in izdala te kuharice za diabetike, veliki kuharski vodnik za diabetike, diabetična mala kosila, prigrizki in sladice, ne. In se da. Osnovno načelo je kombinirajmo. Kombinirajmo in to pomeni pri diabetesu ne kruh, pa salama za zajtrk, ampak majhen košček kruha, 30-gramski, recimo 2 taka majhna, potem pa kruh, torej sem povedala, pa recimo neka salama in obvezno neka zelenjava zraven, zato da dobimo vlaknine, ki so tisti filter, da se ta glukoza počasneje sprošča v kri in se posledično, če so vlaknine, če je zelenjava, če je polnozrnat kruh, kjer je tudi več vlaknin, se dejansko je ves obrok, ne posamezna živila, gledajmo glikemično obremenitev obroka, je prijazen torej do sladkorja. Zato tudi zdaj, ker prihaja zimski čas, bi svetovala, da če ni sveže zelenjave, tudi ta kisla, vložena zelenjava, kumarice, paprike in tako dalje, je dobrodošlo, ker tudi prispeva k temu, da je hrana vlakninsko obogatena. S tem, da tudi sama kislost lepo počasnjuje presnovni proces v telesu. To so vse neka novejša spoznanja, zato bi povabila gledalce, ki imajo diabetes, da se mogoče malo več o tem poučijo tudi na naši spletni strani diabetes.si, kjer zelo veliko pišemo o tem, ali pa tudi v reviji Dita, ki izhaja dvomesečno, oziroma konkretno jutri bomo imeli, ko je Svetovni dan diabetesa, v pasaži Maxi Marketa ljubljanskega diabetes info.com, kjer bodo ob meritvah krvnega sladkorja in holesterola lahko dobili tudi te nasvete prehranske. Krasno, vidim kar ogromno takih in drugačnih, torej tudi priporočil, kako torej nad maščobami, se pravi slabimi, da nadomestimo s tistimi dobrimi, ampak mogoče, če gremo mečkano nazaj, sama beseda diabetes, tisti, ki nimajo te diagnoze oziroma niti mogoče ne poznajo nikogar, ki jo ima, je hitra asociacija inzulin. Kaj ni inzulin tista rešitev za vse, se pravi, zdaj pa, ok, imam diabetes, bom jaz vzel inzulin in bo to vse skupaj. Ali inzulin mogoče na nek način, kako ne rečem, mogoče malo stori tisto, kar bi moralo telo samo, podpiramo lenobo telesa s tem, da se na veliko potem
V bistvu je tako treba gledati. Inzulin je od leta 1921, ko ga je odkril kanadski zdravnik dr. Banting, ki je zato prejel tudi Nobelovo nagrado in njegov rojstni dan se praznuje kot svetovni dan diabetesa, je resnično zdravilo, ki od takrat rešuje življenja. Ampak šele v zadnjem času prihajajo na površje nove raziskave, v katerih ugotavljajo, da je opiranje na inzulin, ne da bi bolnik tipa 1 predvsem, ali pa tipa 2, ki je moral preiti na inzulin, potem ko niso več tablete zadoščale za uravnavanje glikemije, mora obvezno izboljšati življenjski stil, predvsem mora reducirati telesno težo, ker sicer je dejansko ob tem, da nekdo jemlje inzulin, recimo je tip 1 ali tip 2, predvsem tip 2 imajo problem še vedno potem s telesno težo, je to prav hiter lahko bližnica do srčnega infarkta oziroma do možganskih kapi, zato ker dejansko še vedno je v krvnem obtoku veliko maščob, se nalagajo trigliceridi, holesterol, še vedno je tukaj prisoten tlak, skratka, zelo ogrožen. In to je bila tudi uvodna tema naše zadnje izdaje letošnjega osrednjega glasila kampanje Bodi odličnjak, to je ta časopis Diabetes, v katerem sem uvodnik posvetila ravno tej problematiki. To je problem, ko se bolnik preveč opira na zdravila. To je velik problem pri diabetesu. O samim stanju, torej diabetesa, pa tudi o drugim, smo veliko tudi mi prebrali, raziskali, veliko sestavin, surovin smo našli, torej med, bom rekla, med super živili ali sestavinami iz ajurvede, iz različnih koncev sveta, ampak kot ste rekli, to niso surovine in sestavine, ki si jih lahko dejansko vsak privošči. Katero pa je tisto slovensko super živilo, če že uporabiva ta izraz, pa vem, da ga ne marate mogoče preveč. Katero je tisto slovensko živilo, ki pa si ga vsi lahko privoščimo, mogoče celo raste na našem vrtu in bi bilo super, da ga mogoče večkrat vključimo v jedilnik. Je to kakšno zelje? Vsa zelenjava. Vsa zelenjava. Vsa zelenjava. Res. Solata, bučke, melancane, paradižnik, zelje, zdaj le presno zelje ali pa kislo zelje, kisla repa, samo umetnost je pa to živilo pripraviti, ne. Zato so pa res kuharice, s pomočjo katerih pa lahko bolnik skozi te labirinte pride, koliko olja, kako zdaj to narediti. Naprimer, primerno, bom rekla, ne super živila, ampak super obrok je segedin. Ja, ker je to kislo zelje s primerno količino, dajmo reči, pustega mesa pri bolezni, je to že krasna kombinacija, ko nismo dali meso pa krompir, kar je absolutno narobe, ampak imamo res nekaj mesa, ki je pri diabetesu v bistvu živilo brez kakšnih problemov, ker nima takojšnjega vpliva na krvni sladkor. Takojšnji vpliv ima škrobna živila, ta pa ne. In potem, če zraven pride kakšen krompir v oblicah, ne več kot eden, je to odlična zadeva. Jaz sem segedin uvrstila tudi v svojo kuharico. Isto je jota, kakšna bujta repa prekmurska, samo z malo manj maščobami. Tako da Slovenci imamo, se mi zdi, naša tradicionalna kuhinja je lahko odlično izhodišče za zdravo prehrano pri diabetesu. Super, to smo pa zelo veseli. Takole, govorili smo o spremembi življenjskega stila, o polnomočenju vseh bolnikov in danes smo že govorili tudi z Tjašo Cepuš, da recimo tudi pri zvoku pride do tega, da se naše telo sprosti in da tudi sicer v telesu pride do enega ravnovesja, tudi kar se tiče nivoja sladkorja v krvi. Kakšen pa je vaš pogled na vse te oblike, kjer se mogoče majčkeno sprostimo in na takšen način torej vplivamo na telo, na vse te alternativne oblike, s katerimi si pomagamo, zato da lažje živimo s to diagnozo ali jo celo preskočimo? Tjaša je bila naša sogovornica v eni prejšnjih diet, poznam njeno delo. Mislim, da vse, s čemer si lahko polepšamo življenje, kljub bolezni, je zelo dobrodošlo. In da resnično se veselimo vsakega bolnika, ki želi se še
prepustiti ali zvoku, ali barvam, ali čemu, ob tem pa seveda narediti zjutraj tisto obvezno, ali hojo po bližnjem parku, neko telovadbo, res, da se razgiba in tako naprej, se pravi, da pride iz cone udobja najprej tisto cono, kjer je treba malo več od sebe, potem pa se še s takimi stvarmi malo pocrkljati. Zelo v redu. Resnično. Mislim, da je problem diabetes resnično, da zdaj lahko rečem, kot 20 let že spremljam kot urednica revije osrednje slovenske za diabetike, ne, je resnično zelo povezan s tem, da bolniki izgubijo neko voljo do življenja. In dejansko smo bili žal dostikrat priča, ko smo videli na naših diabetes info točkah, ki jih v kampanji Bodi odličnjak, ki zdaj traja 4 leta in je namenjena preprečevanju individualnega in družbenega bremena diabetesa oziroma, da se to breme zmanjša. Smo dostikrat videli, kako ljudje, ki imajo krvni sladkor, ne vem, 5-krat ali pa recimo 3-krat povišan, vse, kar je torej nad recimo 6 milimolov je, ali pa da tako rečem, normalni krvni sladkor je okoli 5. Zato je naša kampanja se imenuje Bodi odličnjak, ker 5 je odlična ocena. Iz šole vsi smo bili radi, smo radi imeli 5-ke, ne, in smo pravzaprav želimo biti odličnjaki in tudi pri diabetesu. Edini diabetes ima to vrednost, ki jo lahko izrazimo s 5-ko, ne. Pri holesterolu se to tako ne da, so druge vrednosti, pri tlaku tudi, tukaj smo pa to se mi zdi zelo posrečeno izbrali. In dejansko srečujemo pa ljudi, ki imajo z diagnozo diabetesa tam vrednosti blizu 20 milimolov in ne akceptirajo več nobenih nasvetov in se točno vidi, da ni samo problem diabetesa, ampak je problem širši, smislu življenja in tako naprej. Gospa Lovšin, še nekaj minut skupnega druženja in klepeta imava, hitro mine. Opolnomočenje bolnika. Ali ste pri tem mislili pravzaprav na to, da bolnik mogoče uvidi in dobi to zavedanje, da on ima moč, da to premosti, da ima moč, da živi svoje življenje lepo, kvalitetno in da te moči pravzaprav ne sme preložiti v smislu odgovornosti na zdravnika ali na zdravila ali na inzulin ali na karkoli drugega, ki naj bi zanga opravilo to nalogo, da dobi moč za življenje. No, zdaj ste skoraj se povedala. Ampak recimo tako, še malo razlage. Izraz empowerment, opolnomočenje, izhaja iz Amerike, kjer so pred 20 leti začeli v bistvu odkrivati, da je bolnik, ki je dobro educiran, kot rečemo, oziroma poučen o svoji bolezni, veliko boljši sodelavec v tem terapevtskem procesu, da so pa boljši rezultati zdravljenja in da je bolj dojemljiv na svete zdravnika in dejansko je opolnomočen bolnik, odkar je bil sprejet slovenski nacionalni program za diabetes, tisto, k čemur stremi slovenska diabetologija, ki pa v svetovnem vrhu po vseh, bi rekla, potem kaj nudi bolnikom iz področja farmacije ali pa tudi iz tega softverskega področja. Ampak problem je pa, torej en problem je, ki ga pa seveda stroka sama ne more rešiti in tukaj dejansko smo vsi nekako zavezani temu, da iščemo, kot sem že enkrat rekla in se rada pošalim, tisti Higgsov bozon motivacije, tisti najmanjši delec motivacije za to, da bolniki spremenijo svoj življenjski stil, da se malo drugače posvetijo svoji bolezni, da ugotovijo, da se da. Ta, veste, najmanjši del motivacije, da jutri, namesto da greš po ustaljenih vzorcih, rineš skozi tisti dan meglen, narediš nekaj drugega, da si obuješ superge, se oblečeš športno in greš laufati najprej nekaj narediš. Bravo! Najlepša hvala za to. Jaz verjamem, da ste tale trenutek navdušili in motivirali marsikoga, da bo začel živeti bolj zdravo, ker se ima rad, da si bo izbral prave obroke, kvalitetne, predvsem, da bo mogoče začel z zajtrkom, ne pozabimo na zajtrk, in da se bo tudi gibal. Najlepša hvala za tale vaš prispevek in naj vam bo svet lep, tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, na www.klepet.si pa še več informacij. Naj vam bo svet lep.